povedano, da delam na Ljudskem univerzi kot Ormoško-Cunarna sodelavka. S tem, ko bomo stavila svoje delo in svoje izkušnje z moškimi, bom v bistvu potrjevala vse, kar je moj podhodnik za prej predstavljala. Ideja sploh o tem, da bi vključili moške v program razvijanja življenja z učenjem, je bila ideja mojega moža. On je predsednik območnega združenja vojnih veteranov in ga je skrbelo, kaj se bo zgodilo z njegovimi moškimi, ki so ostali brez službe oziroma se upokojili. Opazil je, da nimajo kaj početi, da so se celo prodali v polovi kateri in da bi bilo treba z njimi nekaj narediti. Vsega so skupaj in sva se pogovarjala, da bi bilo mogoče prav, da se moški pač radi pogovarjajo o služenju vojaškega roka, oziroma tudi mlajši, pa so bili udeleženci osamosvojitvene vojne, da so se zelo veliko in zelo radi o tem pogovarjali. Pa sva sklenila, da bi jih nekako povezali in združili s mislijo, da bi o tem spregovorili, kaj so oni doživljali takrat, ko so bili poklicani v to 10-dnevno vojno. Poklicali smo oziroma poslali smo 300 vabil vsem vojnim veteranom v vseh 3 občinah, ki spadajo skupaj na našem območju. Prvemu srečanju se odzvali 3. Poslali smo še enkrat 300 vabil, potem jih je prišlo že 7 ali 8 in med temi 7 oziroma 8 jih je prišlo 8 iz sosednje vasi oziroma sosednje občine, iz občine Ormož, da sosednje občine, da občine Sveti Tomaž, takrat so občine združili. In so rekli, da bi bili pripravljeni sodelovati, če bi se vse to dogajalo v njihovem kraju. In seveda smo jim potem pogodili, pod pogojem, da pridobijo še nekaj članov, da bi nas bilo vse 12. In to se je tudi zgodilo. In tako smo realizirali idejo o tem, da se začnemo dobivati. In če bi mi njim govorili o tem, da se bomo tam izobraževali, da bomo uresničevali cilje programa razgibanja življenja z učenjem, verjetno ne bi prihajali. Ker pa smo jim rekli, da bomo obojali spominje na osamosvojitveno vojno in da bi potem izdali zbornik njihovih spominov, so bili kar navdušeni. S tem, to je bil glavni cilj, da prišlo, s tem pa, da se je to zgodilo, pa smo se seveda najprej predstavili tako, da so oni predstavili svojo občino s tem, da smo obiskovali vse vasi, ki spadajo v to občino, tako da je vsak izmed njih pripravil en pohod. Na tej poti je moral poiskati nekaj znamenitosti, ali zgodovinske znamenitosti, ali etnografske, ali kakega rokodelca. Eden je celo pripravil pot do njihovega župana, ki nam je sam izpekel kruh v krušni peči in je zelo ponosen na svoj pohod. Potem so vse te pohode morali opisati, pisati v zemljevid. Pri tem, ko smo opisovali te pohode, so se seveda morali seznaniti z osnovami računalništva, tako da so v bistvu zgodbe pisali na računalniku. Med tem pa so pripovedovali svoje zgodbe iz sodelovanja v osamosvojitveni vojni in tudi te zapisali. Veste, da ti ljudje ne govorijo radi pred publiko, ne? Tako smo zgodbe pripovedovali eden drugemu in zapisovali tudi eden kot drugega, najprej z roko. Eni so imeli celo težave pisanja z roko, ker niso imeli končane osnovne šole. Tako da smo se potem malo izmenjavali. Potem smo šli v računalniško učilnico Ljudska univerza Ormož, tam so se seznanili z temi osnovami računalništva in se potrudili, da so koliko toliko te zgodbe zapisali, urejevali smo potem druge te zgodbe. Obiskali smo muzej osamosvojitvene vojne, ki je bil takrat v Ormožu, potem smo obiskali zbiratelje te vojaške opreme, seznanili smo se z dogodki na Balkanu, ker je iz njihovega kraja izhajal tudi ataše v Beogradu. Seznanili smo, moj mož je predstavil tudi situacijo v Balkanu, ker je bil v misiji v Sarajevu in v Prištini, tako da so res zelo široko
široka znanja dobili v teh naših srečanjih. Na koncu pa seveda je še zbornik, na katerega so še danes ponosni, ker te njihove zgodbe bi verjetno ostale samo pri njih. Zdaj so pa nekje zapisane in shranjene. Povedala pa bi samo še to, da je med njimi nastajala ena velika socialna vez, ves čas združena, to je trajalo 3 mesece, po 3-krat na teden, uradno 3 ure, drugače pa po 5-6 ur. Skrbeli so eden za drugega, vse so vedeli, kaj se je komu zgodilo, da je kdo zbolel, sporočili so se, kje se bomo naslednjič dobili, sporočali so se, kaj smo delali, če koga ni bilo. Glavnem, to so bili moški, ki so bili samski ali pa upokojeni. V enem primeru sta mož in žena obiskovala ta srečanja, tako da je bilo za njih to res nekaj posebnega. 3-krat na teden so se morali urediti, ker so nekam šli, poskrbeti so morali, da niso pili. Je pa res, da se je njihovo življenje tudi kvalitetno vse za nekatere nadaljevalo. Eni so se začeli udeleževati tudi računalniških izobraževanj na naši ljudski univerzi, eni so se udeležili še kakšnega programa za življenje z učenjem. Eden je končal osnovno šolo, ki je niso končane, sicer s težavo, ampak jo je. Potem so se pisali v knjižnico, pa še vedno, ko se srečamo, sprašujejo, kdaj bomo nadaljevali z našim programom. Toliko. To pričevanje iz dejanskega, realnega življenja veliko nam pomeni in potrjuje. To, kar je že Marta povedala, bomo ambiciozno zastavili in šli mogoče res najprej en krog o tem, kakšne izkušnje, oziroma kaj je zdaj, potem še drug krog, kaj v prihodnje, ali se že nakazala, ampak v drugem krogu. Bomo predali besedo Tomažu. Kaj meniš, Tomaž? Hvala lepa za besedo. Kot prvo menim, da nisem ravno skeptičen, po pogovoru mogoče pa tako, ampak da nam kdo napačno zastopil, ker gospa Vesna imela nekaj zapovedati še eno od onih, ki je na ministrstvu, pa tako naprej. Glavno, nisem skeptičen do našega ali pa svojega dela, ki ga upravljam, nikakor ne. Sem prepričan, da zadeve, ki jih imamo postavljene, ker je bilo omenjena tudi civilna družba, se pravi društva, da so imeli lovce, tukaj bi zraven šli verjetno še kakšni ribiči, lahko polje gasilcev in tako naprej. Da imamo zelo dobro strukturirano, ne pomoč, ampak spodbudo, da to združevanje teh interesnih skupin poteka, ne samo v tisti aktivni fazi, bi rekli tam do 60 let, ampak tudi potem. Tukaj zraven seveda so tudi starejši vinogradniki, recimo spodbude, ki jih dajemo v okviru društev, kažejo, da se je kvaliteta recimo pridelave zelo izboljšala. Danes praktično kjerkoli greš, lahko piješ zelo dobro vino, vrhunska vina iz, bi rekel, predvsem običajnih zidanic v nekaj vinskih goricah. Tako da to se vsekakor preko splača, oziroma zdaj se nekako nazaj povračuje, preko že to poteka od leta 2000 naprej, imamo te stvari za društvo urejene. Tako da zdaj smo pri temi moški nad 60 let. Glede na to, da sem na ministrstvu tudi za enake možnosti, treba tukaj zraven tudi ženske vključevati, da ne bomo samo pri moških, ker na kmetijskih gospodarstvih so tako nosilci, nosilke, kakor tudi njihovi namestniki in družinski člani. Pa mogoče bi najprej orisal zadevo samo z eno golo statistiko, sicer ki je zelo sočna, ampak jasno pove tudi, kje boste še ostale ustanove, recimo, ki izobražujete, delate z področjem izobraževanja starejših, lahko mogoče prišle zraven. Ta tema je vsekakor, ko so se pogovarjala, razmišljaš, kaj lahko poveš na takem posvetu, ker običajno se govori o vsebini, ki je že nekaj, na kateri je bilo že nekaj narejeno, pri nas pa konkretno na tej vsebini, moški več kot 60 let, nimam kaj ponuditi, konkretno samo za to. Če pa gledam celostno, potem pa ja.
Sistem, ki ga imamo preko izobraževanja, svetovanja, prenosa znanja, je pri nas povezan z Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki je odlično zastavljena, funkcionira, dela in gre za strokovne vsebine. To gre za vsebine, ki primarno pripadajo tej instituciji, potem imamo tukaj še nekatere druge, ampak seveda, ki pomagajo in ki delajo pač tudi s to generacijo. In tukaj pri teh vsebinah je tako, skupna kmetijska politika določa točno kaj in kako. In tem trendom je treba slediti. Če neka nitratna direktiva narekuje, koliko površin imaš, lahko oziroma moraš imeti za to, da gojiš toliko in toliko živali, potem je tukaj treba tudi, se pravi, te ljudi, kmetovalce, ki se ukvarjajo s tem, na ustrezen način podučiti. In seveda, ko pridemo do 60 let in naprej, zdaj lahko smo videli tudi eno zadevo iz predhodnega vašega predavanja, da če premikamo upokojitveno mejo, moramo zelo dobro načrtovati, kako recimo lahko te ljudi, ki so še tik pred upokojitvijo, pripravimo, da tudi sami razmislijo, kaj bojo potem delali. Če se ukvarjamo recimo z neko populacijo, ki je nad 60, ko gre pri 60, potem v pokoj pomeni, da bojo šli pripravljeni oziroma potem ta prehod ne bo tako zarezen, kot bi sicer bil po ZUJF-u, ki pač določil, kako je, ampak takrat se je reševala situacija na takšen način. No, danes, ko sem tukaj, pa tudi, ko smo se pogovarjala, imam pa tudi to srečo, oziroma ali pa izhodišče, kakorkoli že, trenutno vodstvo, ki je na ministrstvu, seveda prihaja iz vrst upokojencev, demokratično upokojencev Slovenije, in njih zelo zanima, konkretno, socialne teme. Se pravi, kako bomo tudi v kmetijstvu delali s to generacijo, ki je 60 in več. Tako da, ko sem zdaj tukaj pred vami, je priložnost, da tudi izumimo oziroma naredimo mogoče nek nov produkt, ki ga lahko vzpostavimo za točno to določeno skupino. Ker iz kabineta so me tudi rekli, upamo, da bo potem po svetu tudi kaj jasnega ali pa tako, da se bo dalo kaj narediti. No, zdaj pa še tisti podatki, ki sem jih predhodno obljubljal. V Sloveniji, samo da vidite, kakšno populacijo, s kakšno populaciji govorim, imamo nekaj manj kot 70 000 kmetijskih gospodarstv. Zdaj ta kmetijska gospodarstva, recimo, če gledamo v leto 2000 nazaj, se je recimo tudi drastično zmanjšalo. Se pravi, če gledamo vzorčno raziskovanje primerjavi z letom 2013, je število kmetijskih gospodarstev padlo za 2000, se pravi do 3%, če pa gledamo primerjavi z letom 2000, pa je manj skoraj petina kmetijskih gospodarstev oziroma 17 000 gospodarstv. Pač to je neki trend, očitno. Družba je tudi gibljiva zadeva in eni delajo v eni panogi, drugi v drugi. Na kmetijskih gospodarstvih je v letu 2016 delalo 199 071 oseb, nekaj manj kot 200 000, kar je dobra 2% manj kot v letu 2013 in skoraj četrtina manj kot leta 2000. Starostna struktura ljudi, ki delajo na kmetijah, je neugodna. Kljub temu, da smo imeli na primer pred 10 leti tisto zgodno upokojevanje, ki bo možno že pri 55 letih, pa prevzem kmetije, mladi kmet,
je tisti, ki prevzame kmetijo tam do 40. leta, ne. Pa so bili potem tudi določeni pomisleki, da bi bil lahko mladi kmet tudi do 45. ali pa do 50. ne, ampak to ne gre, ne. Saj po srcu smo že vsi mladi, ne, samo pač struktura je pa taka, ne, da ne moramo to, rekel, nekam dvigati, kar ne bi bilo smisla. Se pravi, ta starostna struktura se je celo v zadnjih 3 letih nekoliko poslabšala, saj povprečna starost gospodarjev, se pravi tisti, ki vodijo kmetijska gospodarstva, je 57 let in sicer je 1 leto več, kakor v letu 2013. V zadnjih 3 letih se je poslabšala tudi povprečna starost drugih družinskih članov, ki zdaj znaša 46 let, recimo leta 2013 je bila 43 let. Še posebej neko skrb povzbuja to, da se je v strukturi te delovne sile delež mlajših od 25 let, ki delajo na kmetiji, zmanjšal za 3%, nasprotno pa se je za 3% povečal delež starejših od 65 let. Se pravi, kot vidljiva družba zdaj vidimo, da tudi na področju kmetijstva, se pravi, ta starostna struktura nad 60 let preko nekako narašča. Delati v taki panogi, kot je kmetijstvo, to je fizično drugače izčrpajoče kot kje drugje. In zdaj, če bomo, kar upam in pač katerim namenom sem se tega odeležil tukaj, ugotovili vsi skupaj, kaj bi bilo, recimo, dobro, da bi se za to generacijo, da ne bi padla v tiste sfere ali pa v tisto stanje, na katerega ste opozarjali, ko si sam, pa ne veš, kaj, kako, oziroma kaj bi delal, bi, kot z tega posveta lahko tudi največ naredili in bi bil prav gotovo, čez 10 ali 15 let gledali za nazaj, bil en tak lep doprinos tudi za to starostno skupino v tej naši panogi, ki jo je zastopal. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam za te podatke, ki samo potrjujejo, da se družba je stara, predvsem pa za tole pobudo, s katero so vas napotili sem in zaradi katere je treba neko akcijo izpeljati, torej spet poziv k akciji. In mislim, da je tudi med udeleženci kar nekaj ljudi, ki bi se želeli na to odzvati, priložnost za to bo v času kosila, pa mogoče še pred tem, Marta že kima tukaj, že vidi tudi priložnosti, pa predajam besedo Brigiti, ki se je že prej s Tomažem pogovarjala in mislim, da sta že kovala kakšne skupne. Ja, res je, ker našla sva nekaj skupnih točk, sicer pa zvonka ne prehvala za povabilo v tale panel. Kolegi so mi že včeraj začeli spraševati, Brigita, ti si pa strokovnjak za starejše moške postala. Pa sem rekla, da sicer ne, za kakšnih nekaj desetletij trajajoče ukvarjanje vse z enim tega ne prinese. Je pa res, da si izobraževalci, ali pa predvsem izobraževalka, da rasli taka naša situacija, domišljamo, da kar nekaj vemo. In na tem mestu bi rada podarila, da bom govorila o izkušnjah, ki jih imamo na Ljudski univerzi, o naših prizadevanjih, torej tisto izkušenjsko učenje, ko smo se pred kakšnim desetletjem spraševali, pa kje neki so moški, zakaj jih je tako malo, saj bodo vendarle izumrli, in potem pač skušali narediti, kar je bilo v naši moči, da bi to stanje malo spremenili. In danes lahko, torej kar nekaj je že bilo fotografij iz naših dogodkov ali pa tečajev, no in malce provokativen naslov, ker vseeno, ko sem razmišljala o tem, sem si rekla, najbrž pa smo ženske, ki nas je toliko razloženo odrasli, tudi malček vplivali na to, ne samo vse druge okoliščine, zakaj je temu tako. Za vas imam en hiter test, če mi ga bo seveda uspelo sprožiti tule, ampak očitno ne. Tako da, Franci, to je trenutek, ko jaz priznam, da ne more brez moškega, tako da prosim. To mi je še posebej všeč, če smem priznati. Aha, evo, tole je test za vas, če seveda pride nazaj, če ne bo teme.
Kaj mislite, katero fotografijo je posnel moški in katero ženska? Zavedam se, da ste vam ponudila res mnogo objektivnih, znanstveno podkrepljenih razločevalnikov, na podlagi katerih bi se lahko odločili, ampak vendarle, kar streljajte. Torej, mislite, da je Metulja posnela z digitalnim fotografom ženska? Pa mogoče malo telovadbe. Kdo misli, da je Metulja posnela ženska? Malo v primerjavi z vsemi prisotnimi, torej večina misli obratno. Pa poglejmo. Odgovori so se sicer pojavili samo za trenutek, ampak vendarle večina vas je tako ali drugače uganila. In približno tako je tudi v izobraževanju odraslih, ko pripravljamo neke programe, za katere mislimo, da bo prišli moški. Ampak vendarle ste se zdaj iz izkušnje že nekaj naučili in predvidevam, da vam bo šlo tokrat mnogo bolje, kaj ne da? Torej, je že pisal, šmentana reč. Ampak, gledajte, se lahko bi pokazala vse fotografije, ki so jih posneli naši fotografi v občini Poljčane, kjer imamo čisto drugačno statistiko kot sicer po Sloveniji. Največ 90% udeležencev izobraževanja v tej mali slovenski občini so moški. In potem, ko se človek vpraša, zakaj pa je temu drugače, ugotovi, da najbrž smo mi nekaj naredili drugače. In razmišljali smo o tem, kaj je tisto, kar moške pripelje v neke tečaje, programe, delavnice in ugotovili, da v nekaterih pa vendarle je skoraj 50-50% spolna zastopanost. To so tiste reči, kjer so popolnoma jasne, so formalni programi, so programi, ki se končajo z javno veljavno listino, so programi, kjer malo tekmujemo, so programi, kjer imajo tehnike zraven, računalniki, digitalni fotoaparati, kamere. To imajo moški radi, ne? In te stvari smo potem pač poskušali ponuditi v okolju. Fino pa je, da imamo v take občini tudi enega takega župana, ki se mi zdi tudi pomembno, da bi naredili kaj za moške, ne samo za ženske. Torej, feminizacija celega področja izobraževanja, ne samo izobraževanja odraslih, je na nek način ni nujno, da družbeni problem, ampak je družbeno dejstvo, ki zagotovo vpliva na marsikaj, kar se dogaja na tem polju. In ko smo ugotavljali, kaj deluje, hkrati moški, ki imajo radi strukturo, imajo radi neke jasne cilje, pa nimajo radi, da jim kdo sodi pamet, ker oni načeloma že vejo stvari, ne? Torej, imajo odprte roke in zato so študijski krožki neka takšna zanimiva oblika, ki je vedno učinkovita v okolju, ker nam pušča te odprte možnosti. No, seveda imamo pri nas tudi drugačne izkušnje. Na slikah vidite gospoda Milana, na sliki pa ne vidite gospoda Vilija, vidite njegovo sosedo Renato, pa njen šivalni stroj, ker Vili je rekel, da se ne bi slikal. Da si predstavljate, da se Vili pa Milan srečata na cesti, pa reče Vili, kam greš Milan? Pa reče Milan, jaz grem pa na študijski krožek, kjer se trenutno učim kleklat, sicer pa znam že vest, pa delati gobeline, pa kvačkat, pa štirkat. In ko vpraša Vilija, kaj počne, pa ta reče, jaz pa se zaučim šivati, ker sem si to vedno želel. Skratka, to nista dva tipična moška, še najmanj sta to dva tipična moška, ki bi živela v Slovenski Bistrici, ki je tako rekoč vaško okolje, ampak je pa to tudi občina, ki ima, nažalost je med prvimi po samomorih ali pa med prvimi 5, ima precej slabo zdravstveno strukturo, veliko imamo alkoholizma in naslednje vprašanje, ki smo si ga zastavili, kam sploh moški v Bistrici lahko grejo, pa da to ni gostilna. Ampak mogoče je to že potem naš odgovor na drugi del vprašanja. Toliko za izhodišče. Hvala. Odličen prispevek, tudi spet iz življenja realnega, ki še malo bolj opredeljuje ciljno skupino, o kateri govorimo. In govorimo seveda v ožjem smislu o tem, kako te moške, starejše, vključiti v vse življenjsko učenje, kar je naše temeljno poslanstvo, ampak seveda tudi širše v skupnost, kakor je Marta na začetku zastavila, torej v skupnost nasploh. Aleš, kaj ti meniš o vsem povedanem, kako pri vas na ministrstvu, tudi kaj je tvoj pogled, osebni pogled? Izvoli. Najlepša hvala za povabilo. Moje imeno je tudi imeno našega ministrstva. Ob poslušanju mojih predhodnikov sem pač par idej, par razmišljanj, da bi mogoče dva odziva na nje. Eno je bilo razmišljanje, da so veliko starejši moški, gotovo tudi ženske, gibalci družbenega razvoja. To se nekako zelo vklapa z enim mojim razmišljanjem. Zdaj v bistvu odhajajo v pokoj predstavniki generacije baby boomerja. Zdaj se začenja. To je generacija, ki je v bistvu našo družbo temeljito predrugačila. Nekako
mislim, da se njej lahko zahvalimo, da je uveljavila enakost, ne glede na raso, spol, starost. Tudi z njihovo pomočjo so otroci, se na nje gleda kot na čustvena bitja, ki potrebujejo ljubezen in razumevanje. Skratka, to so neki pomembni koraki naprej, ki so se zgodili v zadnjih, recimo, 50 letih. Verjetno se niti predstavljamo, da recimo v 60 letih, če je zbolel otrok, ki je imel 6 mesecev, pa več pa manj, in da je mogel ostati v bolnici, je ostal v bolnici, ampak sam, brez mame. In še več, ko ga je prišla mama obiskat, recimo enkrat na teden, če se je tukaj drugje prepeljala, ni smela priti do njega, ampak je lahko gledala skozi mlečno šifo, da ne bi bilo slovo težko. Si predstavljate, kaj recimo ta otrok doživel tedaj. In z tega vidika jaz zdaj gledam na to generacijo, ki zdaj odhaja v pokoj, da utegnejo temeljito predrugačiti tudi staranje, naše poglede do staranja in odnose do staranja. Druga stvar, ki sem jo še dobil zdaj, ki je padla na misel, je pa to. Jaz sem se udeležil kar nekaj dogodkov, okroglih miz na temo staranja, v preteklih, recimo 10 letih. In tam se je začelo govoriti o staranju, o starejših, ampak prej ali slej, ponavadi v zadnje pol ure, je pa nekdo izmed prisotnih rekel, kako davno ugotovitev. Ampak veste, so starejši, to so zdaj neka heterogena skupina, da mi govorimo kar o starejših, kar tako, ampak to so izjemne heterogena skupine. In v bistvu ta današnji dogodek dejansko ravno to izpostavlja. Izpostavlja, da starejši niso veliko ena starostna skupina od 55 do 110 let, najširše bomo zbiga zaposlovanja starejši. Čeprav tam mnogi več ljudi, se pravi 10 let, to se bomo še ni videl. Mikrofon malo. Je težje razumevati, ja. Tako da, jaz mislim, da seveda ta generacija dejansko lahko veliko daha k enemu drugemu razumevanju starejših. Vsekakor pa, če začnem s tistim, kar sem dejansko mislim povedati. Mi smo se vsi tukaj, če nas gledamo v dvorani, rodili v stoletju mladih, umrli bomo pa, mislim, verjetno vsi pa v stoletju starih. V prejšnjem stoletju so se zato recimo v 60-70 letih gradile šole, zdravstveni domovi, vrtci za to mlajšo generacijo. Sedaj se pa počasi začenjamo soočati z naraščanjem deleža starejših in se skušamo na to odzivati. Prvi odzivi so bili domovi za starejše, na to neke druge oblike, recimo pomoč na domu. Vse bolj pa začenjamo nekako prodirati v globino, kaj pravzaprav ti starejši potrebujejo. Dejstvo je, da pač starejši niso neka heterogena homogena skupina med 55 in 110 leti. Danes ljudje v povprečju živimo 100 let več, kot smo živeli pred 30 let več, kot smo živeli pred 100 leti. In to je dolgo časa, smo o tem govorili kot o nekem ponosu te naše generacije, da ravno sedaj živimo v tem trenutku. Ampak sčasoma pa se je začelo razmišljati, pa je to dovolj zdaj, da živimo 30 let dlje, kaj pa zdaj s temi 30 dodatnimi leti. Tako da zdaj grejo vse neke usmeritve v to, da je treba tem dodatnim 30 letom dodati življenje. In ta današnja okrogla miza gotovo gre v to smer. Vsekakor je moje temeljno mnenje, da se kakovostno, aktivno staranje ne začne zdaj pri 50-60 letih ali pa morda eno leto pred odhodom v pokoj z nekim tečajem, ki je lahko nekaj dobrodošlega, ampak kakovostno kvalitetno staranje se dejansko počne že v mladih letih. V mladih letih se moraš na nek
način zavedati svoje starosti in na nek način živeti po pameti. Pogosto kljub temu, da si v bistvu vsi moji prisotni želimo dočakati visoko in zdravo starost, pa pogosto se srečujemo s tem, da se na starost gleda kot na nekaj, kar pomeni zgolj nekaj slabega, nekaj bolezni, pad nekih življenjskih funkcij in podobno. Ampak s tem, ko iščemo tisto življenje, ki ne bi ga dali tudi dodatnim letom, pa dejansko skušamo gledati in mislim, da nam počasi vseeno vse bolj uspeva, da je starost eno obdobje, ki je v bistvu zelo enakovredno tudi drugim obdobjem v življenju. Skratka, da je starost neko obdobje, ki nikakor ne pomeni zgolj obdobje upadanja, ampak pomeni to eno obdobje nekega ravnotežja. Z leti dejansko izgubljamo nekaj prijateljev iz svoje mladosti. Z leti smo dejansko nekoliko počasnejši, imamo nekaj manj fizičnih moči. Vendar po drugi strani pa ravno z leti tudi marsikaj pridobivamo. Na življenje lahko gledamo bolj zrelo, veselimo se tudi malenkosti, ki jih v mladosti nismo niti opazili, pa recimo tudi modrost se praviloma povezuje samo z starostjo, ne z mladostjo. Skratka, to je bil nek moj širši uvod zdaj o strategiji in o načrtih plaznih, mislim, da lahko to spremem. Hvala lepa tudi za ta prispevek, za izziv vršen moje generacije. Boomerji smo na pohodu, da spremenimo to stoletje starejših, pazite se. Ampak nimamo prav veliko več teh nuklearnih besede, zato moramo biti zelo, zelo učinkoviti. In jaz bi šla najprej, Marta, če dovoliš, še ta drugi krog, ki je bolj zdaj še usmerjen v prihodnost, kaj torej storiti, tudi v relaciji do priporočil, ki jih je Marta prej navedla. Ljuba, če bi povzela v enem stavku, kaj meniš, kaj je bilo potrebno storiti za to, da te moške, ne samo te vojne veterane, ampak še kakšne ponovno pridobiš, ohraniš in jih usmeriš naprej. Kaj rabiš za to? Jaz mislim, da bi bilo res potrebno izhajati iz okolja, poznati ljudi, ki živijo v okolju in njihovega interesa, želje, še zbrati, kot bi rekla, tiste, ki se živijo življenje, med sabo združijo, da eno drugega potegnejo, da nekaj taka srečenja ima tako združenje. Hvala. Pa? Denar, za to ciljno skupino. Ampak mogoče najpomembnejše, ker ta denarna osnova sploh omogoča, prinaša temelje, omogoča, da takšne skupine delujejo študijski krožki ali kakšna druga oblika, ali pa skozi programe UŽU, oziroma, kot smo prej govorili o javno veljavnih programih, zlasti neformalnih, o katerih pravzaprav nismo veliko govorili, je bila tudi pobuda ene od nevladnih organizacij, tukaj prisotnih, da tudi njih upnemo v večji meri, torej neformalnih programe izobraževanja in javnih. Bi še kaj želela, ne? Potem predajamo besedo Tomažu. Povedal je že nekaj treba ukreniti in dobra volja obstaja na njihovem ministrstvu. Še kakšna pobuda, še kakšna iniciativa? Ja, glede na to, kar je Brigita potem povedala, tudi jasno izhaja iz tega, da je treba izhajati iz lokalnega okolja. Ne? Na lokalni ravni se točno ve, kakšni so problemi, kaj vse se dogaja, in od tam dejansko potem tudi politike usmerjati, tako da prehajajo na to čisto nacionalno raven, ker se pa seveda potem lahko tudi zagotavlja denar, pa recimo, če imamo sistem, se pravi, mi imamo sistem, ne, da te
interesne skupine, združenja, preko podpiramo, da lahko izvajajo določena usposabljanja, prenose znanja, da se lahko družijo. In to je zagotovo ena tistih zadev, kot človek, sploh na kmetiji, vidi, koliko je dejansko že pregaral, pa potem, ko je vključen tudi v take skupine, dejansko, da vidi, da ni sam, da je še uporaben, da gre lahko še naprej, je to dejansko tisto pozitivna zadeva, ki seveda tukaj lahko je odločujoča. Tako. Hvala lepa. Mi smo na enem od dogodkov EPO, več o tem bomo govorili v popoldanskem delu, pod okriljem Ljudske univerze Škofja Loka v Žireh, imeli priložnost slišati, kaj vse preko Kmetijsko-gozdarske zbornice obstaja za podeželsko prebivalstvo. In tam je bilo prav posebej izpostavljeno učne centre in to se je potem pri njih tudi zgodilo, oziroma se dogaja, mislim, da imamo Petro nekje tukaj, ki morda lahko še kaj prispeva, iti tja, kjer ljudje živijo, vzpostavljati centre, pa mogoče niti več učne centre, ampak centre, kako bude tudi Ljuba poudarila, učenje, tečenje, imanentno vsemu, kar se dogaja, primarno je druženje z nekim drugotnim, pri moških še zlasti in zelo konkretnim namenom. Brigita, kako boš ti s tem začela, oziroma pri nas, kaj boste počeli? Ja, res je, ko smo iskali odgovore pri nas, pa bom zelo prosila Francija za preklop na to drugo prezentacijo, smo nekako prišli do tega, da je pravzaprav to model, čeprav je res to, kar so rekli moji sogovorniki, izjemno pomembno, kako stvari imenujemo. Če boste naše moške, ki v študijskem krožku ujeti trenutki ali pa črno-belo iz moške lope ustvarjajo, ne bodo rekli, da hodijo v tečaj digitalne fotografije, pa v bistvu hodijo, ne bodo rekli, da se učijo fotografiranja, ker v bistvu že znajo. Zagotovo bodo rekli, da oni, ker to že vse znajo, hodijo fotografirati in njihov glavni cilj je, da ponovno pripravijo razstavo kakovostnih fotografij, ki bo nekaj mesecev vesela na njihovi občini. Torej, kako stvari pomenujemo, je res izjemno pomembno. In ta trenutek smo mi tako daleč, da ta naš model apliciramo v določenih segmentih v 3 občinah. Najdlje pa smo v lokalni skupnosti Slovenska Bistrica, kjer imamo tudi naklonjenost trenutnega župana, ki sam sebe vidi kot ambasadorja, vendar pa je rekel, da bo počakal do 18. novembra. In zagotovljen imamo tudi prostor, ki je po našem mnenju ključni, tako kot je dr. Grigorčičeva rekla, da to ni šola, da to ni Ljudska univerza, ampak je to nek neutralen prostor. Torej prostor se nahaja v inkubatorju, v centru nevladnih organizacij v našem mestu, nekako že rezerviran za to moško loko, kakorkoli bomo že rekli. V vsakem primeru pa res je, dajemo na znanje, Ljudska univerza Slovenska Bistrica išče moške, skoraj da kakršnekoli bom rekla, nič nismo izbirčni, lahko so tudi mlajši, če bodo starejši, bo toliko boljše. Ampak iščemo najmanj ambasadorje, nosilce delavnic, programov, pogovarjamo se z rokodelci, z mojstri, ki bi pripravljeni bili svoje znanje širiti na mlade. Glede na tradicijo kovinsko-predelovalne industrije računamo malo na ta segment, pa na seveda podjetja, ki bi morali biti podprla to dejavnost z materiali, z stroji, z opremo delavnice. Dogovorjeni smo že z enim lesarskim mojstrom, ki bo znanje prenašal na druge. Skratka, skozi tako neformalno druženje bi želeli upeljati to idejo učenja takega ali drugačnega. Za začetek bomo zadovoljni že s tem, da bomo nekako pritegnili ljudi, oziroma da so zelo bolj konkretno moške. In v izhodišču nastavljamo tudi sodelovanje občine, ki ta projekt podpira in bo podprla tudi zaposlitev koordinatorja. Torej, kot rečeno, spet iščemo moškega, ker to absolutno ne sme in ne more biti ženska, zato da bo vzpostavil to sodelovanje med lokalno skupnostjo, med Ljudsko univerzo, ki si bo seveda blagohotno vzela vse tisti fini del administracije, vodenja evidenc, obveščanja, koordinacije urnikov in ne nazadnje tudi zagotavljanja sredstev. To je pomembno, brez denarja seveda ne morete delovati, v štartu ne morete pričakovati, da bodo ljudje plačali, zato da bodo prišli. Šele, ko bodo prišli in razumeli vrednost tega, kar dobijo, bodo seveda pripravljeni tudi participirati in tudi o tem razmišljamo v prihodnje. Ampak participacija ni samo denar v smislu udeležencev, ampak je tudi njihov čas, volja, predvsem pa apeliramo na to, da to njihovo znanje in pripravljenost, da to znanje delijo z drugimi. Torej, to je tista pozicija, s katere štartamo. In veseli bomo, če naš model, ki je prikazan tu v ozadju, tudi komu še koristi.
Skratka, zelo veliko se te dni pogovarjamo z vsem in vsakim, ki nas je pripravljen poslušati in ga vabimo, tako da bomo ta prostor, ko ga bomo seveda dobili v uporabo in postopoma ustrezno opremili, tudi mu dali tisto ta pravo življenje. In mogoče za zaključek Zvonka še samo tole, da spodbudila vse tiste, ali pa da vsi spodbudimo tudi vas k razmišljanju, kaj lahko sami naredite v lokalnem okolju, da mogoče malček izboljšamo to statistiko. Tale dvošestinske moške kvote, ki jih imamo danes tu na odru, so čist nerealne in samo Zvonka ve, kako zelo se je morala potruditi, da je temu danes tako. V praksi pa bi seveda bi bilo še slabše, ampak če bi gledali vse demografsko strukturo, bi moralo biti pa nekje vsaj 60-40, če že ne 70-30, smo pa daleč od tega. Toliko, no. Če to bo še kakšno vprašanje, pa z veseljem delimo naše izkušnje z vami, ker kot rečeno, nismo strokovnjaki za moške, še posebej ne za starejše, imamo pa kar nekaj izkušenj. Hvala lepa za te konkretne.